O finančni krizi, komentar dneva, Rado Pezdir. Ameriško reševanje finančnega sistema 700 milijardnim paketom davkoplačevalskega denarja zadnje čase pretresa cel svet. Posebno pa navdihuje vse preroke groze, ki trdijo, da je kapitalizem tik pred zlomom in da je potrebno nacionalizirati večje finančne institucije, zato da dogovorno zmanjšamo tveganje v družbi. Še več, velika večina analitikov enači paket reševanja z nacionalizacijo oziroma državnim dirigiranjem gospodarstva. Vendar pa gre na žalost vseh njih skupaj za nekaj popolnoma drugega. Spomnimo, da je do težav prišlo, ker so nekateri investitorji in nekateri kreditorji hodili po robu aktualne finančne regulative in napihovali nepremičninski balonček, dokler ta seveda ni počil. Slednje vsekakor ni nič posebnega, niti novega. In vse, kar tak pojav običajno zahteva, je korekcija na finančnih trgih in prevetritev zakonodaje. Razlika je tokrat v tem, da je zaradi slabih naložb cel kup bančnih institucij izjemno skrčil kreditno dejavnost. To pa spet pomeni, da se je pomembno zmanjšala možnost kreditiranja novih investicij v gospodarstvu in to za vse tiste, ki zelo verjetno z ustvarjanjem finančne krize sploh niso imeli nič. To, da sedaj z davkoplačevalskim denarjem rešujemo finančni sistem, omogočimo normalno investicijsko aktivnost gospodarstva in preprečimo izgubljanje delovnih mest, pa še vedno ne pomeni, da je kapitalizem slab sistem ali pa da se je začela nacionalizacija gospodarstva. Zakaj? Prvič, ker država posega v nekaj, kar je negativna eksternalija. Namreč, tudi če bi se v državi razširila kuga, bi jo vendarle preprečila z državnimi mehanizmi in ne bi pustila, da gre svoj tok in okuži še ostale. Povedano drugače, dobili smo finančno kugo, ki jo moramo sedaj najbolj pragmatično zajeziti. In drugič, če že davkoplačevalci morajo plačevati davke, zato da financirajo cel kup neumnosti, zakaj jih ne bi sedaj smeli uporabiti za to, da se reši njihova delovna mesta in podjetja, in sicer zaradi omejene negativne eksternalije. Nauk zgodbe o reševanju finančnega sistema pa bo negativen samo, če se ob tem ne bo spremenila tudi zakonodaja. Torej, dragi profeti groze in sovražniki kapitalizma, to še ni to. Marksov raj vas še vedno ni obiskal.